pa bi povabila v besedi gospod Natašo, oziroma v predstavitvi, se opravičujem, gospod Natašo Florjanč iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Izvolite. Vse skupaj smo naredili. Pozdrav tudi z moje strani. Se pravi, nisem sam z ministrstva, ampak sem tudi iz vaše občine, tako da me še posebej veseli, da sem danes z vami. Zdaj, ti naši plani, se vam bojo mogoče zdeli malo oddaljeni, tako pač, ne vem, neke lepe besede pa to, no, jaz upam, da bojo čim bolje uresničeni. So pa še tudi nekaj neznank v naših načrtih, kot je že Mojca na začetku omenila, se v bistvu za novo kohezijsko ovojnico za novo finančno obdobje se še pač odvijajo pogajanja, pripravljajo se vsebinske podlage, ampak mi računamo, da bo pač podpora nekako v tej isti smeri, kakor je pač že do zdaj bila. Pa če najprej pogledamo načrt za okrevanje in odpornost, se pravi, ministrstvo ima 427 milijonov evrov nepovratnih sredstev planiranih. Zdaj, mogoče ste slišali že v medijih, to je dokument, ki je namenjen reformam in naložbam. Država se je mogla na veliko področjih zavezati, da bo naredila tudi reforme. Drugi del, ki je bolj zanimiv za podjetja, tudi občine in druge prejemnike, se pa reče naložbeni del, investicijski. Kar je cilj našega ministrstva je, da bi se pač pri naših podjetjih delali na tem, da se dosega višja dodana vrednost, da bi bili bolje tehnološko opremljeni, da bi se znali prestrukturirati v bolj odporne sisteme in da bi nekako se čim bolj šli ta zeleni in digitalni prehod. Zdaj, kar se tiče zelenega prehoda, vsi veste, da so cilji Evrope brezogljična družba, se pravi, želimo si zmanjšati emisije za 55% glede na leto 1990 do 2030 in nekako v bistvu bi si želeli, da bi vsako podjetje razmišljalo tudi v tej smeri, kako spremeniti svoje procese, da bodo čim manj obremenjevali okolje, mogoče tudi integrirati kakšne obnovljive vire energije, se pravi povečati, mogoče tudi z uporabo materialov prispevati k temu. Se pravi, naša sredstva, to je že Mojca povedala, ne bom ponavljala, samo nekako tako razdeljena. Najprej sem že v tem letu se pripravila razpis za digitalno transformacijo podjetij. Zdaj, v digitalizacijo je ministrstvo že kar nekaj sredstev pač vložilo. Letos je bil razpisan razpis za digitalno transformacijo do 200.000 evrov je bilo možno pridobiti za 30 milijonov. Tukaj smo se soočali kar z velikim številom vlog, tam do 700. Slovenski podjetniški sklad zdaj te vloge obravnava in bo do konca leta sprejel odločitev. Zdaj nekako tako podobno zgodbo digitalne transformacije v bistvu za manjša podjetja bo Slovenski podjetniški sklad tudi nadaljeval v prihodnjih letih. Zdaj ta razpis je pa v bistvu namenjen takim večjim projektom. Pričakujemo, da se bodo nam prijavili konzorciji, ki bodo v bistvu spreminjali svoje poslovne sisteme in v bistvu integrirali najnaprednejše digitalne tehnologije, kot so tudi recimo umetna inteligenca, obogatena resničnost, internet stvari, industrijski internet stvari. Tukaj je naslednjo zelo pomembno področje našega ministrstva, se pravi spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij. Tukaj sta načrtovana dva razpisa. Eden je namenjen projektom, RRI projektom, drug demonstracijskim in pilotnim projektom. To so v bistvu razpisi namenjeni tehnološkim inovacijam na področju proizvodov, ki jih nekako
v bistvu razpisujemo že kar nekaj časa, no, s tem, da bo iz načrta za okrevanje poudarek spet na zelenem programu. Se pa predvidevata za razpisati naslednje leto. Zelo pomembno področje je v bistvu, ki naj bi prispevalo k večji tehnološki opremljenosti podjetij, so v bistvu te spodbude za investicije. Predvideni so 3 razpisi za investicije. Največjega bo objavil Spirit za 88,5 milijonov. Tukaj so neke okvirne številke, kakšne vrednosti investicij bodo podprte. Potem imamo 2 razpisa za začetne investicije v manj razvitih območjih Slovenije. Enega bo izvajal MGRT, enega Slovenski podjetniški sklad in na tem področju še v bistvu razpis za izgradnjo in širitev poslovnih con. Tukaj so v bistvu se bo osredotočal na poslovne cone mednarodnega, nacionalnega ali regionalnega pomena, ki ima tudi ugodno dostopnost do infrastrukture, kadrovski potencial, specializirane gospodarske dejavnosti. Zdaj, tu je pač najbolj prizadeto področje zdaj v času COVID-a. Se pravi, naše ministrstvo se še naprej prizadeva, da bi se spodbujal trajnostni razvoj slovenskega turizma, da je tudi največ interventnih ukrepov, no, je bilo namenjeno turizmu. Ugotovilo se pa je, no, da v preteklem obdobju, ko je bil še, ne vem, v letu 2019 velik dvig pač prenočitev in prihodkov iz turizma, da je veliko bilo tudi na račun manj kakovostne nastanitvene ponudbe, pač vam znanega verjetno Airbnb-a in tako. Tako da v bistvu se je ministrstvo tukaj odločilo, da bi podprlo nastanitvene kapacitete višje kakovosti, ki bodo tudi prinašali višjo dodano vrednost. In tudi tukaj mora biti vključeno zelo na zeleno, se pravi energetska poraba, obnovljivi viri, kako ravnamo z vodo, kako ravnamo pač tudi z lokalnimi pač proizvodi. Vse tu bodo poudarki pri tem razpisu, ki bo tudi objavljeno naslednjo leto. 10 milijonov bo pa namenjeno razvoju javne in skupne turistične infrastrukture, ker je pomembno, no, da je v bistvu v destinacijah, da se ne soočamo s kakšnimi neurejenimi parki, cestami, kakšne stvari, no, ki kazijo destinacijo, ki ti nič ne pomaga, če imaš zelo butično nastanitev, pa ne vem, nimaš pločnika, ki bi do tja prišel. Zdaj, za turizem, no, je tudi to področje v načrtu. En pomemben del pokriva tudi Ministrstvo za kulturo, kjer gre pa za obnovo kulturne dediščine in se bo dali zelo dobro povezati kakšne produkte. Naslednje področje našega ministrstva je tudi spodbujanje krožnega gospodarstva in se pravi, da se povečajo obstoječe kapacitete za domačo pridelavo lesa. Tukaj v bistvu bo veliko podpore za majhna podjetja, predvsem v obliki svetovanja, mentorstva, delavnic. Bo pa potem za krožno gospodarstvo tudi 6 razpisov za krožne inovacije, za start-upe na krožnih, za krožne start-upe. Se pravi, v zvezi s predelavo lesa je naš cilj, da bi se domača predelava lesa povečala na 3 milijone kubičnih metrov letno. Želeli bi si povečati število zaposlenih in prihodke. Pač tudi tukaj je predviden razpis za objavo v naslednjem letu v višini 28 milijonov evrov. Zdaj, vsi veste, da časovnica je kratka, ne? Te projekti bi si želeli, da že razmišljate v njih oziroma da jih že načrtujete, da v bistvu potem se ne soočamo z nekimi pač, da se nam ne zgodi, no, da ne bi bili izvedeni, ker v bistvu, če ne bodo izvedeni, pomeni, da ne bomo dosegli mejnikov, kar pomeni tudi, da ne bomo dobili plačilo od Evropske komisije. Tukaj se v bistvu je malo drugačen sistem,
črpanja teh sredstev. Država se je zavezala, da bo dosegla mejnike in pač, ko bo dosegla mejnike, bo dobila sredstva. Mislim, to pač za vas ne pomeni na tak način, ne. Ministrstva bodo povračala stroške, ampak za državo pa zelo pomembno, da dosežemo tudi mejnike. Zdaj pa, če se še na obstoječe razpise, če si jih malo pogledamo, torej ministrstvo ima svojimi izvajalskimi organi in sodelujočimi institucijami, ki so navedeni tukaj, Spirit, Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalni razvojni sklad, pa SID banko, pač ponuja razpise na različnih področjih za podjetja. Imamo kar veliko področji, regionalni razvoj, se pravi raziskave, razvoj inovacije, podjetništvo, spodbujamo tudi internacionalizacijo podjetij, digitalizacijo, socialno podjetništvo, turizem in res. Zdaj, trenutno odprti razpisi so tile. Jaz bom potem, mislim, da v nadaljevanju še malo bolj podrobno o teh, no. Jih zdaj ne bom naštela. Bomo pa še letos objavili javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih prireditev. Potem bo, mislim, da je morda že danes, no, nisem preverila, objavljen javni poziv varovanje inovacijskega potenciala, s katerim se spodbuja podjetja, da ohranijo zaposlitve raziskovalcev. Potem je ta že omenjen prvi razpis iz načrta za okrevanje in odpornost za digitalno transformacijo, potem javni razpis za mentorske sheme, pač kjer mentorji pomagajo pač socialnim podjetjem pri razvoju in pripravljamo tudi že potem večjih razpisov v višini 50 milijonov za prestrukturiranje turizma. Tudi tukaj bo do sredstva namenjena namestitvam pa žičniški infrastrukturi. To so zdaj pač trenutno odprti razpisi, ki so bili prej navedeni. Se pravi, prvi je ta krepitev blagovnih znamk. Se pravi, sredstva lahko tukaj pridobite za najem, postavitev, ureditev razstavnega prostora, se pravi za sejme, tudi za lokalnega agenta v tujini, v bistvu pač namenjeno, da se izvedejo aktivnosti za boljšo prepoznavo naših blagovnih znamk v tujini. Potem je tukaj e-poslovanje, elektronsko, se pravi, razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja je namenjen predvsem tem, da se čim bolj prilagodite digitalno, se pravi, do dobavitelja oziroma do končnega uporabnika. Tukaj je pač glih jutr zadnji rok za oddajo vlog, tako da, če še kdo kaj razmišlja o tem. Potem so sejmi, no, to je tudi neka klasika, ki je že kar nekaj let odprta. Zdaj pač mogoče so v tem času manj aktualni, ampak nekateri se še kar poslužujejo tega. V prejšnjem letu smo pa tudi že objavili javni razpis za ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije, zaradi tega, ker smo izgubili nacionalnega prevoznika, s tem želimo spodbujati čim več letalskih povezav, pa je v bistvu to zdaj že tretji rok za oddajo. Zdaj mogoče za vas tudi zanimivi, pa verjetno jih tudi poznate, so voucherji. Zdaj smo v bistvu te dodatne sredstva iz REACT-EU-ja, 13 milijonov, bodo razpisane zdaj v tem mesecu, se pravi v septembru in tudi oktobru. Zaenkrat so tile že na voljo. Za letale, recimo, celostno vrednotenje okoljskih vplivov se lahko uporabi za vrednotenje vaših izdelkov, kakšen vpliv imajo na okolje, od proizvodnje pa do odpadka. Zdaj drugi pa moje seznanje, jaz mislim, da tudi niso vsi navedeni, je tudi voucher za statusno preoblikovanje, za prenos lastništva, za poslovno odličnost, za patent, za prijav patentov modelov znamk, pa za prototipiranje. V oktobru bodo pa objavljeni še digitalni voucherji, se pravi spletna trgovina, digitalni marketing, za kibernetsko varnost
Se pravi, ministrstvo s svojimi izvajalskimi institucijami tudi nekako ponuja povratna sredstva. Zdaj jaz v bistvu o teh stvarih ne bom veliko govorila, ker bo za mano kolegica iz SID banke. V bistvu za čas COVID-a je bila sprejeta tudi nova operacija v višini 65 milijonov evrov za v bistvu COVID kredite. Tukaj je tako najbolj mogoče zanimivo za vas so mikrokrediti, ki jih objavlja Slovenski podjetniški sklad, ugodni krediti pač za premostitev likvidnostnih težav. V bistvu se lahko financira obratna sredstva, ne poleg naložb. Se pravi, ti ukrepi SID banke bom spustila. Tudi tale ukrep v bistvu semenskega kapitala, se pravi, soinvestiranje z zasebnimi investitorji je v bistvu iz projekta finančnih instrumentov. Tukaj v bistvu so lastniški vložki možni od 200 000 do 1 200 000, oziroma v primeru inovativnega podjetja do 2 400 000, ki jih ponuja Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju z zasebnimi lastniki in pa konvertibilno posojilo v višini 75 000 evrov, ki se lahko potem pač pretvori v lastniški delež. Tole je tudi odprto, trenutno se pravi garancije za bančne kredite, subvencije, obrestne mere, to so vse načini ugodnejšega pridobivanja povratnih sredstev, pač da v bistvu premostite te likvidnostne težave, pa tudi v bistvu, če potrebujete kakšne naložbe, da lažje pridete do sredstev. Manjka mi še v bistvu razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, so pa v 17. septembra objavili za investicijske projekte v gospodarstvu. Tukaj se lahko pridobi kredit od 100 000 do 1,5 milijona evrov za 15 let, 36 mesecev moratorij, pač ugodna obrestna mera. To so pač vse nekako načini za v bistvu pridobiti, upam, da se poslužujete čim več teh nepovratnih in povratnih sredstev in da si s tem pač olajšate vaše poslovne poti. Če bi imel kdo, tole, zdaj kar nekaj institucij je, ki v bistvu že ponuja informacije in o teh razpisih in v bistvu vam pomagajo pri oddaji vlog. Zdaj za vavčerje so tudi spod točke tiste, kamor lahko greste in vam pomagajo izpolniti vlogo. Pač razvojni center vam pomaga v bistvu tudi svetovati, kaj je najbolj primerno za vas. Spod točka vam tudi, spod svetovanja vam tudi to pomaga. Sem pač pogledala, mislim, da je svetovalka v Domžalah, lahko mogoče kaj najbližja. Za pač bolj inovativna podjetja so pa izbrani subjekti inovativnega okolja, se pravi, ki tudi pomagajo v bistvu pri temu, da se poslovne ideje pač čim bolje uresničijo, preverijo, prepoznajo potencial, spet pomagajo z mentorstvi, svetovanji, z delavnicami, tako da dajte to vse izkoristiti, kolikor se da. Zdaj, če bi bilo še kakšno vprašanje, tole je še tudi naš mail, na katerega se lahko obrnete, če ne dobite informacij drugi, na zakonodajo pa nimamo vpliva. Najlepša hvala, gospa Florjančič, ali je kakšno vprašanje? Jaz bi imel vprašanje. Podjetniki oziroma moje stranke se veliko srečujejo s tem, pripraviti vlogo, pripraviti poročilo in tako naprej. Zakaj ministrstvo ne ustanovi agencije, bom povedal, kaj je ozadje? Pri vseh teh projektih oziroma vseh teh evropskih sredstvih je DDV nepodručen. To pomeni, da ima največji zaslužek naša država. 22% takoj dobi od evropskih sredstv. In zakaj za ta denar naredijo eno agencijo, ko bo, jaz bom poslal bilanco, bom poslal predračune za računalniško opremo, pa za softversko opremo, oni bodo naredili logo in tudi poročilo. Zakaj bi jaz moral to plačati nekomu pa
še od teh sredstev nekaj stane. Ja, tukaj je v bistvu pač težava ta, da gre za velik del evropskih kohezijskih sredstev, kjer mi v bistvu ne moramo narediti tazga državnega ukrepa za njih. Ti v bistvu moraš, se pravi, pač kohezija je tako, da moraš narediti operativni program, da moraš narediti naložbene potrebe, moraš napisati, na katera področja boš vlagal in potem moraš izbirati projekte. Oni ne želijo, da bi ti imel, ker tudi včasih bilo najlažje pač znižati neke davke, pa bi tudi na tak način. Da bi kar avtomatično, se že... Govorim striktno, majhen podjetnik želi kupiti, ne vem, stroj za predelavo lesa, vemo, da so bili razpisi za to, enostavno, ker so to evropska sredstva, DDV ni poročljiv. Dobil je, ne vem, 120 000 evrov ali pa 130 000 evrov, od tega je država dobila 20 000 evrov, ker on ni smel poračunati tega DDV-ja, ker gre za evropska sredstva. On je pa zraven še plačil, ne vem, 4 000 evrov nekomu, da mu je pripravil cel projekt, pa ta projekt oddal in potem tudi napisal poročilo. Zakaj ni pri nas v Sloveniji na agencije, ki bi 200 000 podjetnikom ali 270 000, ne vem, ko bih jaz zdaj v Sloveniji, pomagali pri teh vlogah. Se pravi, da jo on naredi zame brezplačno, ker je dobil 22%. Mislim, naša želja je, da bi čim več podjetnikov, pač, da bi bili načini za prijavo čim bolj poenostavljeni. Zdaj tudi Slovenski podjetniški sklad je veliko naredil na tem, da se digitalizira, tudi veliko pomaga, da so te prijave enostavnejše, ampak vseeno pa recimo mi ne moramo reči, zdaj projekt je nabava stroja. Mi moramo reči, ok, nabava stroja, kaj bo pa s tem doseženo. A bo imel pač ta podjetnik višjo dodano vrednost, da bo imel več zaposlitev, mi moramo spremljati še kaj več. Mislim, osnovne podatke bi dal podjetnik. Ja, ampak mislim, on mora tudi napisati poslovni načrt, v bistvu njegovo vizijo, to se vse zraven še presoja. Ni zgolj to, da greš v neko nabavo, že toliko, da bi mi lahko to uveljavljali iz teh sredstev in potem se pravi vse naredili. Čeprav jaz to isto naredim pri nekomu, ki se ukvarja s temi sredstvi. Enostavno meni reče podjetnik, ti jaz bi to kandidiral, se mi da zrekto prišljala sredstva, jaz pripravim vse bilance in grem k nekomu, ki pripravlja zadevo za te projekte za ministrstvo, pa za razpis. In dejansko ga ta privatnik plača. Jaz mu razložim, kaj bomo naredili, kaj računamo, da bodo pač 3 novi zaposleni, promet bo skočil za 25%, dobička bo za 8% več in tako naprej. Vsemu to moram jaz razložiti. In to bi jaz isto razložil enemu pri ministrstvu, sam ne bi ga treba plačati. Ja, mi nismo tudi za ti posrednike, ali ne? Malo sem provokativno obratno, ampak največ zaslužite od tega. Ja, zdaj pač DDV, je tudi, se pravi, državni proračun in potem se iz tega plačuje tudi pač vse, kar mi imamo ali pa nimamo. Zdaj, želeli bi si, da te vloge ne bi bile preveč komplicirane in da ne bi bilo potrebno, pač tega umestnega koraka. Na fakulteti naredimo tega za cirka 200 000, 300 000 nekaj, da se zelo zasedna, naredimo za približno 300 000 teh vlog. Dejansko se velikih sredstev res pridobi, ampak potem je pa problem, ko naredimo poročilo, pa odstopa za 2 centa, ker pač DDV zaokrožuje, ali pa ne vem, seštev zaokrožuje za 2 centa, ko je zadeva zavrnjena iz ministrstva. Ja, zato, ker pač... Ministrstvo moglo kupca dati zaradi tega, ker so tako evropska sredstva. Mislim, verjetno mora tudi štimati vse v informacijskem sistemu, ali ne? Jaz zdaj teh centov ne bi komentirala, ampak ker jaz nisem v bistvu, sem tudi kakšno vlogo pregledala, ne pa, da bi bila skrbnica pogodb, tako da zelo težko čisto v praksi, to komentiram, ampak se mi zdi, da te centi so pa zdaj že odpravljeni v tej perspektivi. Ja, tako da upam, da tega ni več, da tukaj se lahko tudi samo. Včasih je pa to bilo, kaj je EU, pa kaj je slovenski del, pa tako, pa te centi so bili težave. Zdaj pa.
Dobro, a je še kakšno vprašanje? Ali lahko? Aha, okej. Gospod Korjanček. Ne zložal? Sem jaz prosil. Jaz bi res samo vprašal, zakaj za zadrug recimo ni več kakšnih podpor ali karkoli. Ogromno majhnih zadrug, tudi na skupno zadružništvo je in vsi se borili s tem, ker poznamo vsi to kmetijsko zadrugo, ki je čez vse in vse se vrti okoli nje, vse ostale zadružništva so se stimulirala in zdaj se na novo vzpostavljajo te skupnosti in se naredijo zadruge in tako naprej, ampak čisto nobenega posluha, ne podporne, nič ni za zadruge. Ker pa se mi zdi zelo fajn zadeva, kar bi lahko tudi zelo pomagali pri samem gospodarstvu in vse skupaj, pa ni več. Ja, zdaj prav posebej za zadruge, pač res verjetno ni, no, pa mislim, da se mi kar trudimo, da smo dodali prejemnike tudi zadruge, možne prejemnike v naših razpisih, no. V okviru naših programov so možne tudi zadruge. Samo zdaj? Ja, smo jih dodali. Zdaj, no, to je že prvih korak, naslednji. Mislim, da je, no, tu smo bili že pač v preteklem obdobju večkrat upozorjeni in so bili razpisi pred časom, ker so bili namenjeni samo gospodarskim družbam, zdaj pa se dodajo tudi prejemnike zadruge, da bi to mogli biti, no, in tudi v prihodnje bomo na to pozorni. To bi bilo super, hvala. Hvala še enkrat. No, takšna srečanja so namenjena prav temu dialogu med terenom in življenjskimi potrebami in pa med snovalci oziroma uradniki, ki pač obdelujete potem administrativno ta teren. Zdaj bi pa povabila v besedi oziroma k predstavitvi gospod Moniko Mostar, namestnico direktorja financiranja pravnih oseb pri SID banki, ki bo tudi podala konkretne priložnosti oziroma informacije o slednjih. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz prihajam iz SID banke, delam na oddelku za podjetja. V prvi vrsti bi se zahvalila za priložnost, da predstavimo tele naše programe občini Lukovica, da nas je povabila na tole srečanje z vami. Jaz upam, da bom čim bolj koristna za vas podjetnike, ki ste tukaj, vsaj kakor sem pogledala tole listo, večina vas je podjetnikov. Tako da bom skušala zelo na kratko predstaviti tele naše programe. Zdaj mogoče za začetek samo par besed o SID banki, ne vem, koliko nas kaj poznate. Mi nismo komercialna banka, smo razvojna banka, smo v 100% lasti države, se pravi Republike Slovenije. Ustanovljeni smo bili leta 1992 kot slovenska izvozna družba, od leta 2006 pa delamo že kot banka, se pravi kot izvozna in razvojna banka. Trenutno nas je nekaj čez 200, delujemo pa na telih področjih, no, to je kompliciran slajd, ampak bistvo tega slajda je, da delamo na področjih tržnih vrzeli, se pravi, skušamo pripravljati v sodelovanju tudi z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, imamo kar nekaj programov, tudi z njihovih sredstev, skušamo pripravljati programe v bistvu z neko dodano vrednostjo, z nekimi ugodnimi sredstvi, ki imajo elemente državne pomoči, ki jih recimo poslovne banke nimajo, ne. Poslovne banke pač dajo komercialne kredite in to je več ali manj to. Mi smo pa nekje na področju med državo, med temi javnimi skladi, pa med komercialnimi bankami, med finančnimi inštitucijami, delujemo na tem področju, kjer v bistvu ugotavljamo, da manjkajo določene vrste produkti in jih skušamo pripravljati in ponuditi gospodarstvo. Zdaj pokrivamo razna področja, tukaj samo nekaj naštetih, recimo mala in srednje velika podjetja financiramo, potem okoljevarstvene projekte, infrastrukturne naložbe, občine imamo tudi v bistvu program za financiranje občin in njihovega razvoja, skratka več teh segmentov, podpiramo tudi mednarodne gospodarske posle, no to še izvira iz tega časa, ko smo bili izvozna družba, da podpiramo v bistvu naše izvoznike pri nastopu na tujih trgih.
En del, večji del banke predstavlja financiranje, znotraj hiše pa ponujemo tudi zavarovanje mednarodnih gospodarskih poslov, se pravi zavarovanje izvoza pa investicij v tujini, se pravi širitve v tujini. Zdaj, v prvem delu vam bom predstavila posojila, ki so na voljo neposredno pri SID banki, se pravi v našem oddelku. To so programi neposrednega financiranja, ki jih delamo v bistvu sami. V nadaljevanju bom pa predstavila še tiste programe, ki jih pa delamo preko finančnih posrednikov, se pravi preko komercialnih bank in drugih posrednikov. Zdaj, tale prvi program je v bistvu najbolj vsesplošno uporabljen v tej krizi COVID, bom rekla, ker ima zelo širok spekter financiranja. Financiramo v bistvu vsa podjetja, vseh velikosti, tako za obratni kapital kot za naložbe. Kot je gospod že izpostavil, ne, zadruge so bile res do nedavnega pri naših programih izvzete, ampak smo jih že pred kakšnim letom dodali, no. Tako da so tudi upravičenci do naših kreditov, tako gospodarske družbe, samostojni podjetniki, kot tudi zadruge ali pa javni zavodi. Zdaj, pri tem konkretnem programu je možnost tudi jamstva EGF, se pravi Evropskega garancijskega sklada, ki v bistvu lahko krije do 70% glavnice kredita. 30% je pa pač lahko ta nezavarovan del. Tako da v bistvu vam lahko nudimo tudi financiranje brez zavarovanja, ne, samo s koriščenjem tega jamstva, recimo 70% tega jamstva, da se koristi. Zdaj, za to jamstvo se tudi nekaj plača, tega sicer na slajdu ni napisanega, ampak 0,49% je v bistvu provizija letno od glavnice kredita, ki se plačuje za to jamstvo, ki ga pač v bistvu družba, ki koristi to jamstvo, mora pač ta strošek plačevati, ne. Lahko pa, tako kot sem rekla, je potem kredit brez drugih zavarovanj. Obstaja tudi kombinacija, se pravi, lahko je in z jamstvom in z nekimi dodatnimi zavarovanji. Zdaj, ključen pogoj je pri večini teh naših programov, no, z izjemo enega, je, da podjetje posluje najmanj 2 leti, pa da ima najmanj 2 zaposlena. Zdaj, ročnosti so, kot vidite, tlele do 20 let. Zakaj je v bistvu 8, 12 pa 20 let? Zato, ker je v bistvu to je program z državno pomočjo in tle obstajajo 3 različne sheme državne pomoči. Vsaka ima svoje karakteristike, ne bom šla v podrobnosti, ampak po teh 3 shemah v bistvu so potem 3 različne ročnosti teh kreditov. Možen je moratorij do polovico ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let. Tako da to je ta prvi program, drugi je tudi z elementi državne pomoči. Zdaj, kaj je to element državne pomoči? To ni neka subvencija, ki bi jo vi dobili od nas. To je v bistvu ugodna obrestna mera, se pravi, da ti naši krediti so cenejši kot krediti, ki bi jih podjetja dobila pri poslovnih bankah. In ta razlika med tržno obrestno mero, ki bi jo vi dobili pri komercialni banki, pa med to našo obrestno mero je ta element državne pomoči. In potem se to čez neko dobo trajanja kredita preračuna in se reče, podjetje je dobilo toliko in toliko državne pomoči. Čeprav de facto ni bilo nobenih, bom rekla, nepovratnih sredstev, običajen kredit z ugodno obrestno mero. Zdaj, pri tem drugem programu gre za financiranje naložb, ki spodbujajo prehod v krožno gospodarstvo. Zdaj, kaj to je krožno gospodarstvo? V bistvu gre za neko, bom rekla, ponovno uporabo snovi ali pa proizvodov. To je v bistvu namen tega programa, da se spodbuja take projekte in naložbe v take projekte. Tudi tukaj je možno financirati z ročnostjo do 20 let, pa moratorij ima lahko v bistvu, je polovica ročnosti kredita, je lahko moratorij. Gre pa v bistvu za investicije, no. Ta program ni namenjen obratnim sredstvom, ampak v bistvu predmetenim osnovnim ali pa neopredmetenim sredstvom. Potem imamo pa še programe, ko so pa, bom rekla, fokusirani na posamezno panogo. Eden od teh je recimo promet, se pravi, gre za financiranje podjetij, ki imajo registrirano dejavnost na področju cestnega prometa, potniškega ali pa tovornega prometa.
Tukaj je možno pridobiti kredit z ugodno obrestno mero v višini do 800 tisoč evrov, pa z ročnostjo do 8 let. Gre pa v bistvu za financiranje stroškov materijala, plač, storitev pa blaga, ki jih imajo ta podjetja. Tako da v bistvu se lahko financira tudi nakup goriva ali pa plač zaposlenih v teh podjetij. Potem, če kar nadaljujem s temi obstoječimi programi, ves čas že naša banka nudi programe za financiranje tehnološko-razvojnih projektov. Tukaj je možnost pridobiti sredstva do 15 milijonov. Ročnost teh kreditov je od 6 do 12 let. Pa tudi tukaj gre v bistvu za kredite z elementi državne pomoči. Tukaj moram v bistvu reči, da naša banka že kar nekaj let sodeluje z Ministrstvom za gospodarstvo, ki nam nameni del svojih sredstev v bistvu za naše programe in ravno zaradi tega njihovega prispevka so ti naši krediti lahko bolj ugodni, kot bi bili sicer. Pa tudi morda smo malo bolj popustljivi pri zavarovanjih, ker komercialne banke kar zahtevajo določen količnik zavarovanj, mi smo tukaj tudi v tem delu lahko malo bolj popustljivi, ker imamo neka sredstva strani ministrstva za te namene. Tako da ja, tehnološko-razvojni projekti, v bistvu to se financira projekte, ki v bistvu pomenijo za vaše podjetje ali neko novo storitev ali pa nek nov proizvod. Ni nujno, da je to nov proizvod na trgu, mora biti pa nov za vaše podjetje. Se pravi, ali pa bom rekla malo izboljšan proizvod, če ga boste dali na trg, potem ste že lahko upravičenci do takšnega posojila. Tudi tukaj so upravičenci, tako kot sem že prej omenila, samostojni podjetniki, mala, velika podjetja, pa tudi zadruge. Potem drug program, tak namenski, je za financiranje naložb v gozdno lesno predelovalno verigo. Tukaj se financirajo lahko investicije v nakup nekih obratov, obnovo ali pa posodobitev tehnoloških linij za obdelavo lesa ali pa za samo predelavo, izdelavo nekih novih proizvodov iz lesa, je pač možno pridobiti kredit do 5 milijonov evrov z ročnostjo do 20 let. No, tudi te dolge ročnosti teh naših kreditov so neka dodana vrednost, ker komercialne banke težko dajo kredit z ročnostjo 20 let podjetju, fizični osebi še, podjetju pa že malo težje. Tako da, poleg teh nizkih obrestnih mer, kar sem jih omenila. To je bilo to neposredno financiranje. Se pravi, za te programe se lahko v bistvu oglasite neposredno pri nas ali nas pokličete prek telefona, vam damo dodatne informacije. Potem imamo pa še ta drug del, kjer pa v bistvu delujemo prek teh finančnih posrednikov. Večinoma so to kar komercialne banke, pomeni, da v bistvu mi z banko sklenemo neko pogodbo, predpišemo, za kakšne namene lahko se porabljajo ta sredstva in potem banka naprej v bistvu plasira ta sredstva. Tudi tukaj so nameni, tudi pri posrednem financiranju preko poslovnih bank so nameni podobni, kakor jih tukaj vidite opredeljeni. Se pravi, podpiramo mala in srednje velika podjetja, razvoj okolju prijazne družbe in proizvodnje, inovativno podjetništvo, internacionalizacijo podjetij v tujini. Trenutno sodelujoče banke so tile navedene spodaj, pač to je vsake posamezne banke odvisno, ali koristi ta naša sredstva, ali jih je pripravljena v bistvu vzeti, pa potem posredovati naprej podjetjem ali ne. Trenutno je pa v bistvu telih 5 bank, ki imajo sklenjene pogodbe z nami. Kaj so koristi teh programov posrednega financiranja? Bom rekla podobne kot pri tistih prejšnjih programih neposrednega financiranja. Tudi tukaj so ročnosti daljše, se pravi do 15 let. Tudi tukaj so obrestne mere bolj ugodne, kot bi bile, če bi banke dajale krediti iz svojih lastnih sredstev. Se pravi, če koristite ta naša sredstva, boste dobili bolj ugodno obrestno mero.
Nameni so pa pač vnaprej opredeljeni, no pa končni koristniki tudi, tako da je pa podobno, no, kot sem omenila, v bistvu so krediti namenjeni praktično vsem podjetjem. Financira se pa do 85% stroškov projekta. Potem imamo pa še tako imenovan sklad skladov. Zdaj, kaj to je? Tudi sklad skladov v bistvu deluje preko posrednikov. Spodaj imate navedene v bistvu 2 hranilnici pa 1 banka. Bistvo tega sklada skladov je, da lahko pridobite brezplačno jamstvo, ki krije do 62% in pol glavnice kredita. Se pravi, to pomeni, da ko greste na banko, pa če želite v bistvu kredit iz naslova tega programa, lahko predložite manj zavarovanj banki, pa pač se koristi tole jamstvo iz naslova sklada, pa je potem potrebnih toliko manj zavarovanj predložiti banki. So pa to krediti od 30.000 evrov pa do 10 milijonov. Mogoče to nisem omenila pri nas, pri tistem prejšnjem delu neposredno financiranje. Glede na to, da smo relativno majhna ekipa znotraj banke, ki se ukvarja s tem neposrednim financiranjem, imamo omejitev, da v bistvu je najnižji znesek kredita 100.000 evrov. Pri bankah lahko dobite tudi nižje zneske, pri nas pa žal ne, tako da od 100.000 naprej je možno v bistvu pridobiti kredit. Pri nas za nižje zneske vas pa usmerjamo na poslovne banke. Tako da tlele pri skladu skladov vidite od 30.000 do 10 milijonov lahko sam kredit. Tako da ja, to je v bistvu ta prednost teh kreditov. Zdaj, tudi sklad skladov ima določene namene, ne bom šla v podrobnosti, ampak tudi tle vidite so podobni nameni, se pravi za raziskave, razvoj, inovacije, potem so mikroposojila za spodbujanje malih in srednje velikih podjetij, pa start-upov, potem imajo posojila za raziskave, razvoj in inovacije, pa tudi lastniško in kvazi-lastniško financiranje, ki je pa na voljo pri Slovenskem podjetniškem skladu. O tem je pa že kolegica predhodno govorila. Tako da to je v bistvu, kar se financiranja tiče. Kaj pa še lahko v bistvu koriste pri SID banki, kjer so še ostale aktivnosti. V bistvu delamo predvsej na področju zelenega financiranja. Pred časom smo izdali zeleno obveznico, to je bil sicer zakladniški posel, ampak vseeno tudi na tem delu gremo v bistvu financiranje zelenih projektov. Potem ves čas nudimo izvozno financiranje na tem neposrednem delu, se pravi, če ste izvozniki, lahko pridobite vi kredit ali pa vaš tuj kupec. V bistvu financiramo tudi tuje kupce vaših proizvodov. Potem imamo lastniško financiranje, sem že omenila, financiranje občin, imamo poseben program v bistvu za razvoj občin. Potem znotraj hiše obstaja projektna pisarna, ki vam v bistvu pomaga pri razvoju vaših projektov, lahko se obrnete na njih, vam pomagajo, bom rekla, imajo tu neko svetovalno vlogo, vam pomagajo pri pripravi ali pa pri sestavljanju dokumentacije. Potem imamo tudi Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, to je v bistvu pride bolj za izvoznike v poštev. Pa sicer pa tudi sodelujemo s številnimi mednarodnimi institucijami, Evropsko, EIB-em, EIF-em in ostalimi, da jih ne naštevam. Tako da v bistvu, kot vidite, ponudba SID banke je precej široka, sicer se iz leta v leto spreminja, malo odvisnosti od teh razpisov, od Ministrstva za gospodarstvo, ampak več ali manj v bistvu imamo ves čas na voljo neke programe, ki spodbujajo zeleno financiranje, trajnostno financiranje, razvoj, v bistvu širitev na tuje trge, investicije. Zdaj v času krize smo pa tudi v bistvu precej financirali samega obratnega kapitala. Kar se tiče mogoče gospoda na začetku, ki je spraševal glede kompliciranih vlog in posluževanja posrednikov pri pripravi vlog, mi se trudimo te naše programe pripraviti čim bolj enostavne.
Na spletni strani SID banke v bistvu so objavljeni vsi programi, tam je vsa dokumentacija od vzorca kreditne pogodbe do posebnih pogojev za vsak posamezen program, tako da to v bistvu predlagam, da si preštudirate, preberete, pokličite nas prek telefona, mogoče na še tole, kako sploh oddati vlogo. Prek našega portala imamo v bistvu elektronski portal za oddajo vlog, kjer v bistvu se registrirate na podlagi vaše davčne številke. Preverimo pač te vstopne kriterije, se pravi 2 zaposlena na 2 leti delovanja za tiste programe, ker so to zahteve. En program je tak, ki v bistvu nima tega pogoja. Preveri se pač te vstopne pogoje in potem vas v bistvu aplikacija spusti naprej in lahko dostopate do teh obrazcev za oddajo vlog. Obrazci so precej enostavni. Če imate kakršnokoli vprašanje, nas pokličite, bom rekla tako, ni se treba ustrašiti teh stvari, niso to evropska sredstva, nismo tako zahtevni. Ocenjujem samo, da lahko vsako podjetje v bistvu samo sestavi to vlogo in jo odda, da ni potrebno, da se poslužuje teh finančnih posrednikov, ki jih je zdaj precej na trgu. Sicer so zelo koristni, ker vam pomagajo, ampak tudi nekaj jih tudi kar lepo zasluženo. Tako da predlagam, da se poskušate teh stvari lotiti sami. Če imate težave, nas pokličite, vam bomo z veseljem pomagali. Ni nek bav, bom rekla, niso zahtevne stvari. Mogoče sama razpisna dokumentacija, ti posebni pogoji financiranja, pa to znajo biti na momente zahtevni, ker berete stvari, ampak potem v praksi sam kredit pa je relativno enostavno zadeva. Tudi ta oddaja vloge je relativno enostavna. Smo vam pripravljeni pomagati, smo vam ves čas na razpolago. Zdaj, kar se tiče samih vprašanj, imamo tudi en tak digitalen pripomoček, kjer lahko postavljate vprašanja in iščete informacije po naši spletni strani. Sicer vam pa svetujem v bistvu, da se obračate na tole telefonsko številko ali pa na tale mail, se pravi financiranje@sid.si. V bistvu to je tak splošen mail, ki ga potem v bistvu dodelimo glede na vprašanje vaše, ga potem določena oseba iz banke odgovori ali pa vas kontaktira. Tako da, dajte se posluževati teh naših programov, so namenjeni vam, podjetnikom, tudi zadrugam, skladom in ostalim subjektom na trgu. Če imate kakšno vprašanje, sem pa z veseljem. Jaz bi mogoče imela samo en komentar. Mi smo namreč tudi z enim podjetnikom pristopili do vas pred časom in bi rada samo res spodbudila to, kar ste nazadnje rekla. Včasih se ti, ako na momente se ti zdi, da zdaj je ena taka inštitucija, pa kaj bom jaz ten majhen podjetnik tam počel, ne? Ampak vaša dostopnost, vaša pripravljenost pomagati razviti tudi neko osnovno idejo, ki jo ima neko podjetje in jo nadgraditi in potem usmeriti v to pripravo te dokumentacije, vsaj po naših izkušnjah, izredno dobra in enostavna, tako da tudi jaz spodbudim nič bati, samo poklicati in vse zorganizirajo. Hvala lepa za tako lepo pohvalo, se res trudimo, se pravim, smo majhna ekipa, ampak imamo v bistvu ljudi, ki živijo s podjetji, si prizadevajo za razvojno, tudi v času krize. Vsi vemo, da imate slabe bilance, gledamo skozi prste, kakor se da, po dolgem in počesno, se trudimo, da bi stranki dali kredit. Tako da smo v bistvu s tem namenom, da vas podpiramo, da podpiramo podjetja, tako da ne se nas bati, pokličite nas, se pravi, moji sodelavci pa sodelavke so zelo prijazni, dostopni, lahko se tudi oglasimo, pri vas pridemo na sestanek, ali pa vi pridete v hišo. Zdaj so sicer malo omejitve, ampak še vseeno se da zorganizirati na drugačen način, tudi osebno srečanje. Drugače pa ja, zdaj trenutno več ali manj smo dostopni preko telefonov, nekaj je še vedno tega dela od doma, ampak ne glede na to, banka dela na polno ves čas. Mi v našem oddelku v lanskem letu zgolj ena taka informacija smo v bistvu odobrili, črpali, podpisali za cirka 500 milijonov kreditnih pogodb. Tako da to je v bistvu kar velik znesek, sploh za tako majhno ekipo, ker mi nimamo mreže poslovalnic po celi Sloveniji, mi v bistvu imamo samo eno enoto v centru
strani, pač tam čisto nasprot Maxi Marketa, smo med Maxi Marketom pa med Novo Ljubljansko banko, no, v eni zakotni uličici, zelo mali ulica Josipine Tornograjske, smo sosedi od tega uršulinskega samostana, no, zelo malo ljudi pozna ime te ulice, ker je samo par hišnih številk, ampak kakorkoli, no, danes nas sigurno s pomočjo teh aplikacij najdete tudi v taki zakotni ulici in lahko nas kontaktirate, pridete k nam, vam bomo z veseljem pomagali. Se pravi, se trudimo poenostaviti dokumentacijo, tudi kreditne pogodbe in vse ostalo, samo pač vedeti morate, da so to, bom rekla, sredstva strani ministrstva, sredstva strani raznih drugih skladov, ki imajo svoje zahteve in določena dokumentacija, ki se bere, je na momente zahtevna celo za nas, ki že dolga leta delamo na tem področju, se težko bere, tudi mi našim razvijalcem produktom, ves čas jih prosimo, pa dajte to malo na bolj razumljiv način napisati, se podjetja ne bojo vedela, kaj berajo in tako da je včasih tako duhomorno, suhoparno zabrati te stvari, ampak z malo bolje se da prebiti skozi, sploh če nas pokličete, če nas kontaktirate, pa tudi te obrazci, no, tako sem rekla, sama oddaja vlog, vsi obrazci so na spletni strani, si jih lahko pogledate, niso tako grozni, pač osnovne informacije o podjetju poberemo. Če imate res nek projekt, je treba tudi poslovni načrt, projekcije, bilanc, ampak to se da danes v Excelu zelo hitro narediti, te projekcije, tako vsi vemo, da je težko v teh časih planirati za ne vem koliko let vnaprej. Ampak ja, neke osnovne zahteve so po tej dokumentaciji, da jo imamo v hiši, da jo pogledamo, presodimo, se pa trudimo, da bi delali čim bolj enostaven, podjetjem prijazen način. Najlepša hvala. Je kakšno vprašanje, zelo na hitro, sicer pa? Jaz bi samo vprašal, da te zadrug sem videl, da sem noter, tam me zmer zmotil, pa je zadruga mora imeti vsaj 2 zaposlena. Ja. Tle je, se pravi, nas večinoma vrn tako odpada, ker zadruga vemo so, že kad se ustanovi, so deležniki, se pravi, so 3 zunanje firme, recimo, in da bo zdaj enega zaposlali, pa da bo samo zadruga dobila denar, pa smo spet tudi zunaj, ne primamo nikakor na zraven. En program tak imamo, kjer tega kriterija ni, trenutno je samo en tak program, to je za financiranje tehnološko-razvojnih projektov. Zdaj, če imate kakšen nov produkt ali pa neko novo storitev, da bi jo ponudila vaša zadruga, recimo, potem v takem primeru bi eventualno lahko koristili ta kredit. Drugače pa so krediti na voljo preko poslovnih bank, tam pa te omejitve ni. Tiste linije, ki sem vam prej predstavljala, financiranje preko poslovnih bank, če se obrnete na te navedene poslovne banke, tam ni teh omejitev, tam v bistvu lahko financirajo tudi zadruge brez omejitev, glede števila zaposlenih ali pa števila let delovanja. Je pa pol poslovna politika posamezne banke, ali vam odobri kredit, ali vam ga ne odobri iz takšnega ali drugačnega razloga, to se mi ne vmešavamo. Pa glede tega, da recimo tole, ko smo SP-jevci, ko smo 1 do 3 recimo, imamo časovno stisko, tako rekoč, in težko se vzamemo čas, da bomo zdaj pa prijeli to za prijavo, ali sem ustrezen, ali bom pasal. Tle mi je res veliko bolj všeč, ko če bi bila ekipa, nekaj pridem, bo rečem, evo, da je to, da sem, pa rabite, te stvari, dam podatke in pojmo ekipa analizira, ali bi lahko, ki v tem nekaj dobim kot smo, ali ne, pa da gremo naprej, ker nimamo časa, da bi zdaj še raziskovali pa spremljali vse te stvari, bom lahko nekaj dobil, se pravi, kakšne, ker bi dobil, grejo mim, ker ne vem, da so, recimo, in tako naprej. Zatem nas mikro je tu res tako, ne? Razumem, da je to težava. Jaz vam predlagam v takem primeru, da nas pokličete, da nam date osnovno informacijo, se pravi ime podjetja, pa se mi potem sami iz iPesa pogledamo vaše finančne izkaze, pogledamo številke in rečemo, tako čez palc, ali bi šlo to skozi, ali ne bi šlo skozi, neformalno, brez tega, da gremo v postopek oddaje vloge, odločanja o tem, ali je kredit odobren ali ni odobren, ker to je pač postopek, ki traja nekaj časa. Takole bom rekla na prvo žogo, prek telefona vam pa lahko kdorkoli iz te naše ekipe odgovori na vprašanje, ali bi bili v bistvu primerni za takšen kredit ali ne. Pri
preden se lote samih obrazcev in oddaje vlog. Tako da jaz predlagam res, kdor ima namen koristiti te naše kredite, da nas prej pokliče, da pridobi te osnovne informacije, da se malo pogovorimo, vidimo pač s katerim podjetjem imamo opravka in pol lahko dosti hitro rečemo ali ja ali ne, no, vsaj na neformalni ravni. Pol formalna raven je potem na vas, ali boste vlogo oddali, ne kljub temu, kljub te informacije. Tako da toliko mogoče glede skrašanja tega postopka. Zdaj, kar se pa tiče tega, kar ste rekel, da verjamem, da bi bilo najlepše, že bi prišli z dokumentacijo, rekli, tlele imate, pa si glejte, a ne. Ampak žal, mi vlog ne smemo izpolnjevati v vašem imenu, a ne, ker to bi pomenili, da sami sebi pišemo vloge za kredite, a ne. To pač ne gre, a ne. Tako da moramo v bistvu dobiti prijaven obrazec po vlogo, pa spremljajočo dokumentacijo od vas, a ne. Zdaj, si boste vi pomagali s kakšnimi svetovalci, a ne, to je potem na vas, a ne. Ampak mi bi vam sicer z veseljem še bolj pomagali, ampak žal do neke mere, a ne, pisati vam vlog pač ne smemo. Tudi še nekaj vprašal. Zakaj država, recimo, ne pomaga v tej smeri, da bi neke, recimo, svetovalne ekipe bile, da bi lahko človek, recimo podjetnik, prišel tja, povedal, kakšne probleme ima in da bi v bistvu dejansko, pa to so lahko primat, v bistvu svetovalci, a ne. Jaz mislim, da to vsi, zdaj, ki sem jih poslušal, v bistvu v to smer pač govorijo, ne. Vsak iz svoje perspektive, ampak ne razumem, no, zakaj se v tej smeri... Privat svetovalci so, ne? Seveda, privat svetovalci plačati, ne? Ampak recimo, v teh manjih milijonih, ki govorimo, ne, jaz ne razumem, zakaj se nekaj sredstev ne najde, da bi recimo neko agencijo, kot je gospod rekel, ustanovil, kjer bi lahko v bistvu te stvari podjetniki preverjali. Ja, mislim, to težko komentiram, no, zakaj se to ne ustanovi. Lahko samo rečem, da v bistvu te informacije, kar se tiče naših kreditov, razpisov MGRT-ja, ne vem, podjetniškega sklada, a ne, te informacije vse lahko dobite konkretno na teh točkah, a ne, se pravi, glede kreditov SID banke pri SID banki, glede podjetniškega sklada pri podjetniškem skladu, a ne, tako da te informacije so vam na voljo, no, pa me lahko gospa dopolni ali pa popravi. No, da vas vabim tudi na podjetniški portal, to je pač podjetniški-portal.si. Tam v bistvu so aktualne novice, no, zdaj pač tega, da boste spremljali, ampak med temi aktualnimi novicami so tudi dogodki o brezplačnih seminarjih za podjetnike, potem vseh razpisih, pač potem o teh stvarih institucije vabijo. Potem imaš pa v bistvu gor objavljene tudi sport svetovanje točke, ali v bistvu so po vseh regijah v državi jih financira pač država. In v bistvu so navedeni svetovalci, kam se lahko obrnete, to sem prej rekla, ne, da tukaj za Domžale je na območni obrtni zbornici Domžale, gor so navedeni kontakti, maili, vi se lahko na te svetovalce obrnete, se dogovorite za obisk, tudi oni imajo informacije, potem razvojni centri, se pravi lokalne akcijske skupine, tudi to posredno financira država, tako da podporne institucije financiramo in so na voljo. Dobro, jaz sem bil kontrolor kmetijskih subvencij in v bistvu v naši branži, jaz sem pač imamo geodetsko podjetje, ne, in se pravim, dejansko podpore v naši branži strani države je zelo malo. Tako da v bistvu verjamem, da mogoče na katerih zadevah pač peljemo ledino, ampak vseeno, ko sem, jaz vem, ko sem v začetku pač ustanovil podjetje, pa ko sem začel dejansko, ko bi rekel, iz svojih sredstev, ni bilo takrat nobene banke nikjer. Tako da pač potem seveda, ko pa nekaj zrasteš, pa to jih pa seveda dosti ponuja stvari, ampak nekaj, sem na začetku ostal zvest, potem tisti banki, ki sem na začetku prišel do nje, sem razložil zadevo in potem finančno, ki bi rekel, zdaj zelo popelo prvih naprej. Ja, mislim, to jaz lahko samo to komentiram, da je v bistvu novo ustanovljeno podjetje je večje tveganje za banko, ne? Ker v bistvu banka dobi
prazne bilance, noter je kapital, ni še nekih prihodkov, ne, in v bistvu gre na neke vrste zaupanje ali pa na v bistvu presojo samega projekta in se potem odloča, ali odobri kredit ali ne novoustanovljenemu podjetju. Ne. Pač novoustanovljena podjetja so večje tveganja za banke, za vse banke, tudi za nas in za komercialne banke. Ne. Zato je toliko težje novoustanovljenim podjetjem pridobiti kredita, ne. Ker je v bistvu ni bilanc, ni številk, nimaš se na kaj opreti, opreš se lahko samo na podjetnika, na njegovo vizijo in mu verjameš ali pa mu ne verjameš. Ne. Pa pač na neka zavarovanja, ampak zavarovanja so drugoten pomena. Ne. V prvi vrsti je sam projekt pa podjetje. Najlepša hvala vam, gospod Mostar. Če bo še kakšno vprašanje, predlagam, da to pustimo še za konec, ker je predvideno tudi združenje, prav s tem namenom, da se naredi most med takšnimi institucijami pa podjetniki. Hvala vam.